kjer čakamo, da nam bo nekaj besed povedal tudi zmagovalec dirke po pokrajini Algarve na Portugalskem, Tadej Pogačar, ki je že z nami. Preden pa damo besedo Tadeju, bi pa rad vsem vam še enkrat zavrtel en posnetek, in sicer komentatorji iz Eurosporta, kako so oni podoživljali našo, pa bom rekel, prvo zmago Tadeja v Pro Touru. Pa si poslušamo to zdaj. And Antunes takes off, Antunes to go again. Wow, we saw this earlier in the stage, and Amara Antunes is looking for another mountain stage win in the Algarve. Well, big acceleration there. De la Cruz putting the riders in the gutter, making them struggle. It looked like this rider was on the ropes a bit, but he's gone. Big turn of speed here, and he's opening up a big gap. Amazing riding by the Portuguese. Well, the rider from Villarreal de Sant Antonio, 28 years of age, a winner at the Alto de Mallorca 2 seasons ago. He's into a headwind here at this point on the climb, so there's still a chance for those chasing behind. It could be of that timing, as now it's Team Sunweb and Sam Oman is chasing, with Enric Mas in the blue on his wheel, Wout Poels behind, and also Tadej Pogačar. Well, David de la Cruz is now a spent force. He's got about a 20-metre lead over Sam Oman, who's driving hard there. The wind really starting to play his part. He's opened up about 4 or 5 seconds here. This is a good ride, but has he gone too early? Do you know what, Rob? This is looking very good, but we know how much of a sharp acceleration Wout Poels has got. But the thing is he fatigued? This is amazing. This is Amara Antunes looking for just the 3rd win of his professional career, but it would be a headline-grabbing one as Wout Poels sets off in pursuit. What a race we're seeing today. It's Poels the Dutchman, Team Sky, being followed by De Koning Quickstep's Enric Mas. There's Tadej Pogačar, the big youth prospect from Slovenia and UAE Emirates. The young Dutchman Oman is there as well. We are seeing a quite magnificent fight for victory on the Alto da Foya. Antunes, for the moment, is done, is spent, and it's Wout Poels at the front with Pogačar in a super place on his wheel. Pogačar now having a go as they're into the barriers. Last couple of 100 metres here, but don't count out Enric Mas just yet. It's Tadej Pogačar at the front for UAE Emirates. Can they do it to the top? Pogačar, and he's going to go all the way. Time to celebrate for the winner of the Tour de l'Avenir the other year. Tadej Pogačar of UAE Emirates ahead of Wout Poels, Enric Mas, Sam Oman, and hat off. Hat off indeed to Amara Antunes, who finishes in the top 5 despite being out in the attack 35 kilometers from the line. Mislim, da si zasluži aplauz. Kakor smo lahko slišali iz tega posnetka, tudi novinarji so resnično navdušeni nad Tadejevo vožnjo in načinom, kako je zmagal, in če ste zasledili kapo dol, so večkrat ponovili, in tudi mi smo s tem aplauzom zdaj pokazali, da je Tadej dejansko iz pravega testa. Jaz bi tukaj najprej pozdravil še vse medije, ki so se zbrali, ki bodo danes ta sprejem Tadeja tudi ponesli naprej in o tem pisali, potem bodo imeli tudi Tadeja na voljo za intervju. Bi pa zdaj povabil tukaj malo njegovo mamo in očeta, da onedva povesta par besed, kako onedva zdaj to doživljata, kako sta onedva doživljala to prvo zmago Tadeja v Pro Touru, pa bi prosil Metko pa Mirkota, če mi lahko se pridružita. Mirko, bom najprej tebe kot očeta, ker z Metko sva se zdaj zadnje čase kar nekaj slišala. No? Kako si ti podoživljal, oziroma kako ste cela družina podoživljala to zmago Tadeja? Ja, ne vem, mi smo bili pred televizijo, 2 metra od televizije, z velikimi očmi, z velikimi ušesi, in smo bili nad vse navdušeni nad vožnjo Tadeja. Metka, kaj pa ti potem te občutki, ko sin zmaga etapo in ko obleče rumeno majico in je vodilni na dirki? Se mi zdi, da to pol šele naslednji dan zjutraj, ko sem odprla delo, sem dobila kar tako solzne oči in tako, kaj, a je to res, ali to ni res, tako je Tadej rekel, da je sanjal, meni to še zmeraj ni čist
prišlo v zadnji. No. Ne vem, težko je to kar verjeti, da tvoj otrok pri 20 letih premaga tako konkurenco na taki dirki. Ja, resnično je to nekaj posebnega pri 20 letih. To je Tadejeva šele tretja tekma oziroma tretja dirka med profesionalci in že na tretji tekmi doseči tak rezultat je nekaj posebnega. In jaz mislim, da zdaj lahko z enim pravim aplavzom nagradimo Tadeja, da se nam pridruži tukaj. Tadej, nekaj se nas je zbralo, pa mislim, da si preko vseh ostalih medijev zvedel že oziroma dobil ogromno nekih čestitk. Daj nam ti zdaj povej, kako si ti podoživljal to prvo zmago. Ja, ko sem podoživljal, neverjetno. Sprva sploh nisem bil izbran za dirko, sem bil samo rezerva, potem pa je eno od sotekmovalcev zbolel in sem ga nadomestil. In zato mislim, še toliko bolj sem presenečen, da sem dosegel tak rezultat. Ja, nad vse navdušen. Kakšni so bili pa tvoji občutki že po prvi etapi, ko je bil skupinski padec in si se uspel z glavo seveda odpeljati spredaj in se izogniti temu padcu in je tvoj kapetan Aru že zaostal? Ali ste v ekipi začeli snovati kakšno drugo taktiko ali pa ste še vedno ostali na tem, da je Aru vaš kapetan? Ja, po prvi etapi, ki je bil padec, sem od tistih, ki gremo dobro na klanc, edini jaz ostal v spredju, tako da smo se odločili z ekipo, da mi dava priložnost in podporo, ker pa sem pol naslednji dan dokazal, da lahko dobro odvozim. Ja, resnično si dokazal to, saj si dosegel prvo zmago v svoji karieri med profesionalci in pa tudi prvo slovensko zmago v letošnji sezoni in jaz mislim, da ni to tvoja zadnja. Vem pa, da te ne bodo v ekipi zdaj ne vem kako forsirali naprej in ti zaradi tega nalagali kakšne dodatne naloge. Ampak če se vrneva še malo nazaj na to dirko, vrhunsko odpeljan kronometer, 17 sekund za švicarskim prvakom v kronometru in pa po nekih podatkih, ki sem jih dobil, celo samo 14 sekund slabši čas, kot ga je pa leto prej vozil Toni Martin na isti progi. Na kronometru sem se res presenetil samega sebe. Vedel sem, da lahko dobro dozem, ampak nisem pa pričakoval med top 5, kar mi pa prineslo še malo več prednosti v generalnem seštevku in sem bil res presrečen. Ja, na Cycling News smo prebrali, prvi je Štefan Klunk, ampak to v bistvu ni novica dneva. Novica dneva je to, da je Tadeju uspelo priti med prvih 5 v kronometru in hkrati še povečati prednost pred prvim zasledovalcem, to je Dancem Andersenom. Potem sobota ravninska, na papirju etapa, kjer vas je malo presenetil veter in si izgubil 7 sekund, pa potem zdajmo se vrniti pa na to zadnjo etapo, nedeljsko etapo, kjer pa so se marsikateri spraševali, bo Tadeju uspelo napad že 20 km pred ciljem, Andersena, Masa, Paulsa, ti si imel še 2 tekmovalca, potem pa kar naenkrat sam in v lovljenju in še zadnje 3 km je bila razlika minuta 20. Ja, zadnjo etapo smo se odločili, da bomo že od štarta kontrolirali dirko in so v ekipi res odlično opravili delo. Na koncu zadnjih 50 km so pa druge ekipe dobile interes za napade in tako sem ostal samo še z 2 pomagačama, ki pa sta dala res vse od sebe, da sta čim dalj lovila ubežnike
in zmanjšala prednost pred zadnjim vzponom, kar je tudi uspelo, tako kot smo si zamislili, in potem na zadnji vzpon pa samo še gas do konca. In občutki na koncu, ko prepelješ ciljno črto in veš, da si generalni zmagovalec oziroma končni zmagovalec dirke po pokrajini Algarve? Ja, mislim, ko sem prečkal ciljno črto, nisem še takoj vedel, a sem zadržal rumeno majico ali ne, ker nisem vedel, kje se nahaja danc, ampak potem mi je maser povedal, da sem zmagal, in res je bilo neverjetno. Ja, neverjetno tudi za nas, vse v Sloveniji, da smo pri 20 letih dobili že takega šampiona, kot je Tadej. In zato bi tudi zdaj izkoristil na priložnost, da povabim še gospoda župana in pa mojo ženo pač v imenu športnega društva, da ti predata ene majhne skromne šopke, ki jih bo verjetno mogla bolj čuvati tvoja punca, tudi kolesarka, no. Gospod župan Slavko Poglajen. Ja, en lep pozdrav vsem. Najprej lep pozdrav Tadeju s Klanca, zato ni čuden, da šibe v Klanc, ker je on dejansko s Klanca. Pri rosnih 20 letih dosež tak uspeh v prvi sezoni, se pravi v dobrem mesecu pa pol, odkar je med svetovno elito, med profesionalci, to ni, lahko rečem, mačji kašelj. Tak uspeh za tako mladega Komenčana ali pa Klančana, saj smo lokalpatrioti, smo kar Komenčani, je tudi velik uspeh za celo občino. Vsaj za tiste, ki vemo, koliko truda, koliko prevoženih kilometrov v hrib, po ravnicah in tudi na kronometrih je do tega uspeha Tadej moral narediti. Vemo, da je že imel rezultate v svojih kategorijah v predhodnem obdobju kot starejši pionir, mladinec, mlajši član. Vemo tudi za njegove uspehe na državnem tekmovanju, na evropskem prvenstvu. Vendar, da bo tako kmalu, v tako kratkem času uspel tudi med svetovno elito, med takimi profiji, kot so bili tudi na tej dirki na Portugalskem, tega nismo pričakovali. Jaz osebno priznam, to pot nisem spremljal te dirke, ker niti nisem vedel, da je tam, ne. Vendar, kot družinski prijatelj mi je mama kmalu obvestila, kako in kaj je, ne, da je prevzel tisto najlepšo barvo majice, ki jo imajo kolesarji najrajši, to je rumena majica. In potem sem pa tudi jaz začel malo po medmrežjih, po televiziji gledati, kako in kaj zadeva se odvija. In sem bil vesel, sem bil ponosen, da je Tadeju to uspelo. Zato ti, Tadej, v svojem imenu, v imenu občine, čestitam za ta uspeh. Želim ti pametno glavo, da ne bo kakšnih bližnjih srečanj z ravno potjo, pa če bojo, naj bojo čim lažji, pa še čim več dobrih uspehov. Ne zahtevamo od tebe samih zmag, ker to bi bilo preveč. Vozi pametno, vozi dobro, vozi skupaj s kolegi, ker tudi kolesarstvo je v nekem smislu ekipni šport. Kot si povedal, so tovariši iz ekipe pomagali, da so vozili zate, da temu tako rečem, oziroma si ti vozil njim v zavetrju, da si bil lahko hitrejši oziroma da si prihranil za tistih zadnjih par 100 metrov čim več moči in da ti je na koncu to uspelo. Vodi tako, kot si bil do zdaj. Tudi če bo Koment še kakšna dirka, si toplo vabljen, pa čeprav boš izven vozil, lahko samo izven konkurence, ker na veliki nagradi Komende vsaj mnogo let še nam bomo imeli kategorije, v tem smislu, da bi ti lahko vozil v svoji kategoriji. Boš pa na vsaki dirki dobrodošel kot prvi, ki mu je iz naše občine, ki mi je uspelo doseči tak velik rezultat. Hvala ti, Tadej.
Tadej, za razliko od gospoda župana, mi sosedje pa smo sedeli pred televizijo in grizali nohte in navijali že ob vsaki tekmi in smo navdušeni nad uspehom in zato ti še mi čestitamo v imenu vseh sosedov, pa tudi še eno nalogo imam, da čestitke v imenu kolesarskega kluba Komenda, pa srečno še naprej. Še zaključna misel, ki jo je nekdo oziroma neka gospa napisala na Facebooku pod vabilo za to druženje. Rekla je, naj vam sprejemi za Tadeja naj pridejo v navado, ker boste letos ves čas pred občino. Tako da Tadej, srečno in uspešno na tvoji poti.